Radio Robin poslušate, Vanja Trkman sem z vami tudi v tokratnih korakih do uspeha, ki bodo tokrat obarvani tudi nekoliko z zeleno barvo konoplje, a ne le to, seveda zeleni kras in ta vse bolj stopa v ospredje tudi na področju kmetijske pridelave, s tem pa je močno povezan seveda tudi turizem. Kakšne priložnosti nudi kras za mlade? Ja, tudi to vprašanje bomo zastavili našemu današnjemu gostu, z nami je Luka Rudan. Najprej dober dan, dobrodošli. Živijo, lep pozdrav. Ja, Luka, za nami je pester konec tedna, lahko rečemo, za vami že 2 ali celo več pestrih koncev tedna, ampak če se osredotočimo samo na tokratnega Giro, pašta fešta, praznik špargljev, prejšnji konec tedna se je odvil prvi primorski kmetijski sejem. No, zakaj to naštevam? Ker ste pri večini teh dogodkov sodelovali tudi sami kot ponudnik oziroma tudi kot organizator, če govorimo o kmetijskem sejmu. Kako bi pa na kratko strnili, kaj, s čim vse se ukvarja Erbuena Estate? Se pravi, sama Erbuena Estate se ukvarja z, bom rekel, z gostinstvom kot nekako primarno stvarjo. V odzadju imamo, se pravi, v gradnji turistično kmetijo, katera se ukvarja z pridelavo industrijske konoplje. Kot sem omenil, pa že na začetku vse skupaj v bistvu zaokrožimo z neko gostinsko ponudbo, katera je, bom rekel, lokalna, čim bolj, bom rekel, usmerjena v to, kar se pridela na našem lepem Primorskem. Pod Lokvico, kaj ne? Tako. Se pravi, med Lokvico in Opatijim selom. Kot sem omenil prej, je sama kmetija še v sami pripravi, nastajanju, gradnji, ampak smo že nekako operativni za zaprte kroge ljudi, se pravi po naročilu, team buildinga in podobne stvari. No, kaj vse je zajeto na tej kmetiji, če nam lahko še to namignete? Tako, se pravi, sama kmetija je primarna cilj, želja je, se pravi, vzgoja, bom rekel, industrijske konoplje na nek eko-naraven način. S tem posledično pridelujemo razne tinkture, olja, čaje in razne produkte, ki so, se pravi, v kozmetikah. Boste ponujali pa tudi namestitve, če vas prav razumem? Tako. Želja na dolgi rok je, da bi samo gostinsko ponudbo in ponudbo teh naših produktov zaokrožili z nastanitvijo na samih šotoriščih, se pravi neke vrste glampingih. To bi bil prvi glamping na Krasu? Načeloma ja, v našem koncu, se pravi, če gledamo ta goriški kras, tako če ga lahko tako kličemo, je, bom rekel, prisoten že, se pravi, MPZA za kamperje na samem Krasu, se pravi na goriškem Krasu. Je pa to, bom rekel, prvi takšen, bom rekel, model nastanitev turizma v sami občini Miren Kostanjevca. Bomo sledili še naprej tem vašim prizadevanjem. Morda samo zato, ker je bil prvič, pa ker ste se postavili kot organizator, stopili v neke nove čevlje, če lahko tako rečem. Kako ste zadovoljni z odzivom prvega primorskega kmetijskega sejma, z odzivom obiskovalcev? Sam odziv je bil res neverjeten. V celem vikendu smo zabeležili nekih 7000 obiskovalcev, od tega smo imeli slabih 65 razstavljavcev na samem sejmu. Bom rekel tako, to je bila neka želja, katera se je odlašala, bom rekel, mogoče zdaj že 3. leto, skupaj s organizatorjem in timom, kateri je stal za samo izvedbo sejma, smo pa letos poskrbeli nekako, da se je ta stvar realizirala in, bom rekel, ves trud je bil poplačan, ker same številke in, bom rekel, odziv razstavljavcev po sejmu je bil kar neverjeten. Predvsem pa je za omeniti to, da sama Primorska nikoli ni bila deležna podobnega sejma, kot je, se pravi, ta prvi primorski kmetijski sejem bil zasnovan, tako da gremo z ideologijo naprej. Opatje selo ostaja prizorišče? Opatje selo ostaja kot prizorišče, saj smo tudi mi vpeti trdno noter v, bom rekel, sama ta kraška tla in ne drugo, tudi zelo dobro sodelujemo z, se pravi, društvom Miren Kras, občino in tudi lokalnimi ponudniki, saj je sam Kras zelo neokrnjen še in zelo malo ponudbe, kot je sama turistična ponudba, se pravi, ni gostilen, ni toliko nočitev, kot je recimo v samih Brdih ali pa v Vipavski dolini, tako da vidimo res velik potencial
na dolgoročni gradnji in turizma in kmetijstva. Govorimo o priložnostih za mlade na Krasu, pa je lahko recimo gojenje konoplje priložnost. No, sami se že nekaj časa pravzaprav ukvarjate s tem področjem. Pred leti ste skupaj z ekipo odprli tudi spletno stran, kjer ste tržili izdelke iz konoplje pod blagovno znamko Bioteka. Kako pa ocenjujete recimo, kakšno je povpraševanje po teh izdelkih? Samo povpraševanje po izdelkih je kar veliko. Imamo, bom rekel, par challengeov z samo vzgojo in obdelavo konoplje, kar nas v bistvu slovenska... Zakonodajnih izzivov. Tako, evropska zakonodaja nas kar, bom rekel, omejuje. Je pa, bom rekel, tako bolj kot ljudje posegajo po alternativah, večje povpraševanje tudi po naših produktih. Glede na to, da so v našem primeru 100% naravni in bi lahko rekli, da so kilometr od zero, se pravi, da so lokalno pridelani, je povpraševanje res veliko. Bioteka še vedno živi spletna stran? Še vedno živi, še zmeraj prodajamo predvsem na italijanske trge. Smo prisotni tudi v Sloveniji, ampak sama želja je bolj tuji trgi. Če bi lahko čez palec ocenili, koliko veliko posestvo, na katerem gojite konopljo, imate? Se pravi, v celoti posestvo je 1 hektar, smo pa nekje okrog 4000 metrov, imamo obdelovalne površine. No, če se dotakneva same rastline, znano je, raste hitro kot konoplja, se pravi, to gre za neko trpežno rastlino, ki je nezahtevna. Tako, drži. Sama rastlina je res trpežna, dostikrat jo poistovetimo, da raste kot plevel. Za samo vzgojo res ni potrebno veliko hranil v sami zemlji, je pa tako, da bolj ko poskrbimo za samo vzgojo, dognojevanje naravno, predvsem pri nas naravno dognojevanje, lahko te rastline segajo tudi do 3 metrov v dobi rasti 3 mesecev. Slišala sem nekje, oziroma zasledila članek, da je tudi Kras pravzaprav primerno območje. Se strinjate? Ja, vsekakor. Bolj ko se soočamo z problematiko razne koruzne vešče in nekih, bom rekel, tako znanih zajedavcev, že znanih kultur, kot je koruza, ječmen, pšenica. V bistvu se tudi na nove kulture, kot je konoplja, se vsi te zajedavci v bistvu selijo. Prednost samega Krasa je, da imamo zelo malo pridelovalnih površin same koruze, sploh ni, kar pomeni, da tudi posledično imamo zelo malo problematik v fazi same vzgoje, tako da Kras je res zelo, zelo naravnan k temu, da lahko pridelujemo ekološko konopljo tudi brez certifikata. Da je pa pri vas najbolj pestro, torej v času žetve? Tako, mislim, pri sami konoplji, bom rekel tako, prve faze vzgoje so zelo malo zahtevne, se pravi, ko konopljo posadimo, je potrebno samo dognojevanje in namakanje. Vse skupaj potem pride do samega dela, bom rekel, bolj intenzivnega v fazi, ko se pridelek pobira. Zato imate tudi posebno napravo? Tako. V zadnjih letih smo sami izdelali, se pravi, neke vrste, da bi lahko rekli kombajn, kateri nam omogoča samo pospravilo pridelka v, bom rekel, krajšem času, kot smo ga bili sicer prej vajeni. Tako kot pri oljkah je potreben tudi tukaj, je ključen ta čas? Ja, ker je pomembno zelo, da pridelek se pripelje čim prej v sušilnico in se ga tudi v bistvu pripravi za skladiščenje v najkrajšem času, kar je možno. Se pravi, sušenje igra tlele ključni pomen pri ohranjanju kakovosti konoplje. Koliko pridelovalcev pa je pravzaprav na tem območju? Pa poglejva še recimo Vipavsko dolino, ki je verjetno tako, če bi rekli, kar bom rekel, celotna Goriška, ne vem, če jih lahko preštejemo na obojne roke, ker je... Verjetno zaradi zakonodajnih izzivov, kot ste jih omenili prejle. In pa tudi, bom rekel, sama težava pri prodaji tovrstnih izdelkov končnemu uporabniku. Ker eno je, se pravi, biti proizvajalec kot, bom rekel, neka vrste kmet, se pravi pridelovalec. Drugo je pa, se pravi, imeti znanje trženja in prodaje in, se pravi, produkt prinesti na, bom rekel, prodajno polico, kjer gre potem do končnih uporabnikov v roke. Kako je v sosednji Italiji?
so podobne? Ja, mislim, da je še zadnje cajte še slabše kot pri nas. Kar pomeni, da ja, v primeru, da bomo obdelovali še naprej površine za industrijsko konopljo, bomo mogli biti v bistvu bolj usmerjeni v sama vlakna, semena in zmeraj manj v, bom rekel, vzgojo same industrijske konoplje v namene, bom rekel, biomase. Kar pa, bomo rekli, izgine tista dodana vrednost, verjetno. Tako, tako. Kaj bi rekli, je tu še vedno prisoten predsodek ali gre tu za lobije, kot ste že namignili? Bomo rekli kar, da je tlele kar čisto lobiranje samega marketa. No, razumem, da nekako na tem področju je zelo striktna restrikcija oziroma imate kar stroge omejitve, pa vendar slišati je in brati veliko pozitivnih zgodb o uporabi kanabioidov v medicinske namene. Kakšne so vaše izkušnje? Drži. Sama konoplja je res neka zdravilna rastlina, katera že, bom rekel, iz samih izkušenj smo videli, da lahko pomaga res na dosti področjih, katerih ne bi zdaj prav dejansko točno izpostavljal, ampak samo dobro, no, bom rekel. Pod Lokvico se nahaja Erbuena Estate, izletniška kmetija, ki, bomo rekli, še nastaja oziroma se še širi. Morda na kakšen turizem ciljate? Mi predvsem ciljamo na ta, bom rekel, tranzitni turizem. Kras je znan po tem, da ljudje nas obiščejo, ko grejo na morje in ko se vračajo iz morja. Se pravi... Pod Brkini. Tako. Glavni, bom rekel, še zmeraj mislim, da glavni, bom rekel, čas, ko res turizem cveti na Krasu, je v spomladnih mesecih in v jesenskih. Predvsem tlele ni za zanemarjati ta kolesarski turizem, ki je res močno prisoten v sami kraški regiji. Pa tudi, bom rekel, je videti, da je zmeraj več nekih ponudnikov raznih turističnih aktivnosti. Govorimo sposoje koles in med drugim tudi, se pravi, govorimo o Cirje. Konjeniške poti. Tako, konjeniške, tako zelo. Mislim, sam Kras je zelo v močnem razcvetu same turistične ponudbe. Se pravi, cilj je zadržati gosta, ki že spoznava te lepote še kak dan. Tako, vsaj tranzitno. No. Če se že ljudje ne odločajo direktno priti k nam na Kras, pa je najbolje, da jih pač prepričamo, da se ustavijo po poti. In je na to najboljša reklama za naprej. Tako, drži. In kakšno ponudbo jim pravzaprav lahko že v tem trenutku ponudite? Samo ponudbo imamo, se pravi, kar je lokalno pridelanih dobrot, se pravi, se držimo v bistvu tega načela, da ingrediente in pa samo hrano ponudimo res, kar je bila pridelana v samem našem okolišu, govorimo pač širše Primorska, ker pač Kras je še zmeram zelo težko za obdelavo in razen kakšnega kozjega sira in dobrega terana. Šparglje, se pravi, jako je sezona, to lahko ponujemo, vse ostalo imamo pa v bistvu iz širše primorske regije, ponujemo pa, kot se rekel, od samih vin pa do same lokalne kulinarike. Uvodoma ste nekaj omenili, da se želite tudi na področje glampinga oziroma na to, da bi ponujali tudi prenočitve, torej sedaj je ponudba bolj gostinska. Tako, drži. V sami prihodnosti pa je želja, bom rekel, skozi naslednja leta, da bi lahko še ponudili v bistvu na sami lokaciji nočitev, ali bodi si za kamperje, kot pa tudi za v bistvu tiste obiskovalce, kateri bi želeli neko izkušnjo v sami naravi doživeti v samem osrčju Krasa. Že izdelani načrti, za koliko prenočitev bo prostora? Načeloma zdaj se potegujemo za 8, se pravi šotorišč, je pa, bom rekel, sama parcela nam omogoča nadaljno širjenje, vkolikor bo OPN pozitivno sprejet v tem letu. Prenočišča so vedno dobrodošla v vsaki turistični destinaciji, tudi na Krasu jih še primanjkuje. Tako, res je. V tem trenutku je res velik primanjkljaj nočitev, ponudnikov nočitev, kar pomeni, da je vsaka nova nočitev dobrodošla.
No, kako pomembno pa je kmetijstvo za sam Kras? Verjetno o tem ni potrebno preveč poudarjati, ne? Govorimo tudi o zaraščanju kmetijskih površin, o težavah na pridelave na tem območju. Je pa gotovo eno pomembno področje tudi, kako mlade pritegniti v to dejavnost. Kakšne so vaše ocene? Je tukaj premalo podjetniške žilice? Bom rekel, sam Kras kot, bom rekel, obdelava kmetijskih površin kot samo kmetijstvo je samo, bom rekel, samo za tiste najbolj pogumne, ker že tako primanjkuje, bom rekel, rodovitne zemlje. Se pa najdejo ljudje, kateri, bom rekel, se zaljubijo v sam ta skrovit Kras in dobijo neko svojo nišno, se pravi, proizvodnjo, ali se pravi lavande ali špargljev. Slišala sem, da tudi oljčna olja postajajo vse bolj res je dobra. Tako, pa tudi zmeraj več oljčnikov je prisotnih, bom rekel, pod samim Cirijem, pa vse tja do nas, kar kaže, da je sam prostor in lega zelo primerna za vzgojo oljčnega olja, se pravi oljk. Oživljajo se tudi biljanski griči, tudi to področje sodi nekako v ta goriški Kras? Tako, mislim, en kos je res tega, mogoče sama tekstura tal malček drugačna, ampak je videti, da je, se pravi, samo kmetijstvo nazaj dobilo nekakšen zagon, kar pomeni, da tudi iz samih izkušenj poznamo recimo tujce, kateri se v bistvu iz Nizozemske ali pa celo iz, ne vem, Južne Afrike in drugih držav priseljujejo na sam Kras in tam odpirajo nekakšne vrste turistične kmetije. Čudoviti razgledi na Kras, na morje, v Selah na Krasu se ponašajo s prenovljenim kampom. Tam je že vrsto let zorela ideja, da bi se to območje uredilo. Priljubljeno je tudi med domačini kot shajališče in s pomočjo evropskih sredstev je bil tudi pred 2 letoma odprto novo postajališče za avtodome. Tudi sami bi se radi vključili v to ponudbo na tem območju, kaj ne, Luka Rud? Res je. Kako? Se pravi, deležni smo bili, se pravi, same prijave pri javnemu razpisu. Želja bi bila, da bi, se pravi, to našo rdečo nit, se pravi, gostinstvo turizma, povezali še z samim PZA-jem v Selah na Krasu. Tako. Kakšno je to območje? Vemo, da se že tudi preden je bilo urejeno tam ustavljalo veliko avtodomov. Tako, velja za neko, bom rekel, razgledno točko na samem obrobju Krasa. Je res, da je bilo upostošeno v zadnjih požarih, ampak še zmeram, bom rekel, sam pogled sega do Molfankona morja, tako da pa vse do hribov, tako da velja res za neko točko, katero se že vrsto let turizem odvijal še pred kampom. Tako. No, kakšno je pa tukaj vključevanje domačinov? Ste že kaj potipali teren? Smo. Se pravi, glede na to, da je sam PZA v samem, bom rekel, osrčju Kraškega roba, je dosti želje tudi domačinov, da bi se ta stvar oživela in dobila neko, bom rekel, širšo zgodbo. Še dodatno vsebino, morda s kakšno izposojo koles oziroma z neko gostinsko ponudbo. Tako. Boste, torej kdaj bodo znani rezultati tega razpisa? Če se ne motim, po samem datumu je 30. maj, tako da zdaj čakamo v bistvu sam odgovor občine, koga so izbrali. V primeru pa, da bomo mi dobili to stvar v roke, bomo vsekakor pripeljali to na nek višji nivo. No, pa nam razkrite načrte, če bodo se... Pravi, ja, gostinska ponudba, samo, bom rekel, želja bi bila, da bi postavili mogoče šotorišča in samo recepcijo na lokaciji, kateri trenutno to manjka, in res zapeljali to, bom rekel, turistično lokacijo z neko lokalno ponudbo pridelkov, se pravi izdelkov, kot so, ne vem, sir, šalam, pršut, kraški, se pravi teran. Tako. Predvsem pač bi bila želja, da bi to stvar res zaobjeli z neko dobro gostinsko ponudbo. Morda še s kakšnimi dogodki nadgradili? Vsekakor. Kjer smo prisotni, ponavadi smo usmerjeni v to, da delamo na dogodkih, kot so, se pravi, kulinarika, turizem in ne drugo, tudi, se pravi, samo kmetijstvo je želja, da bi mogoče bolj močno upeli v samo, bi rekel, prodajo končnih produktov, ki so res lokalni.
Menda imate tudi, bomo rekli, potujočo kuhinjo, če uporabim takole v navednicah. Res, se pravi, lahko bi rekli temu nek street food truck, s katerim smo prisotni na vseh teh dogodkih, katerih smo v začetku oddaje, bom rekel, naznanili, ki smo bili prisotni. No. Še nekaj zaključnih misli bova v nadaljevanju strnila z današnjim gostom korakov do uspeha. Luka Rudan, bi rekli, da Kras nudi priložnosti za mlade oziroma da je dovolj potencijala oziroma je še potencijal? Vsekakor. Sam Kras res ponuja veliko priložnosti na razvoju samega turizma, kmetijstva, kot smo rekli, in bom rekel, vzamem besede nazaj, kar sem prej omenil, da ni samo za tiste, ki so najbolj pogumni, ampak tudi za tiste, ki imajo, bom rekel, neko vizijo, željo, ki mogoče tudi malček drugačna od, bom rekel, dosedanje ponudbe. Mislim, da je vsak dobrodošel, ker je res ta neokrnjenost še ena velika priložnost za, bom rekel, nove ponudnike v sami občini. Kaj bi si morda še želeli, kaj pogrešate, ne vem, povezovanje med ponudniki, pa morda kakšne spodbude? Mogoče, mislim, sama občina res stoji zraven kot institucija, tudi sam zavod Miran Kras, se pravi, tukaj nimamo nobenih pripomb in se opravlja res dobro delo. Mogoče pa bi bila želja malo boljše sodelovanje med samimi ponudniki, predelovalci raznih produktov, ki so v sami regiji, lokaciji, se pravi kot sami Kras, ker vidimo, da iz, bom rekel, drugih primerov, kot recimo Goriška Brda, samo ko ljudje stopijo skupaj, dejansko pride do nekega uspeha. No. Danes smo vas poznali v več vlogah, tako kot pridelovalca, organizatorja, ponudnika, gostinske ponudbe, pa tudi ostale ponudbe. Če se vrneva za korak k uvodnim besedam, da ste bili kot organizator prvega primorskega kmetijskega sejma. Že pogledujete proti drugi izvedbi? Vsekakor. So spremembe kaj v vidiku? Ja. Sama želja je, da bi, se pravi, sam kmetijski sejem zapeljali v drugo edicijo, in ko smo preomenili, se pravi, lokacija ostaja samo Srče, Krasa, Opatje selo, saj ni take lokacije, kot je sam prireditveni prostor Prvomajsko. Deležni smo zelo dobrega odziva samih razstavljavcev, kar pomeni, da strmimo k temu, da bo naslednje leto sejem še boljši, še večji, in tudi pač še bolj obiskan na samem koncu. Se pravi, želja je, se pravi, to stvar držati neko kontinuiteto in vsako leto ponavljati dogodek, vkolikor bo interes širše publike. Vsako leto biti še boljši. Tako. Morda, ker ste bili nedolgo časa nazaj tudi gost VIP-ove oddaje oziroma oddaje z gostom Miranom Rudanom, so vas kdaj zamikale tudi glasbene vode? Če sem prav iskren, žal nikoli ne, mogoče po očetovih, bom rekel, stopinjah bi bila želja, da bi mogoče kaj delo v tej smeri, ampak me pot peljala bolj v podjetniške vode, kot pa bom rekel, v samo estrado, petje in pa muziko, no, na koncu. Kaj pa je prevladalo, da je zmagalo podjetništvo morda? Mogoče bom rekel, da to je neka podjetniška žilca moje mame. Bom rekel, mogoče res to prevladalo zmeraj. Tudi genij, ne nazadnje pa tudi delavnost, to so tiste vrline, ki jih dobimo, kaj ne, oziroma ponotranimo. Tako, res je. Ja, vsekakor Kras potrebuje tudi take zagnane podjetnike, podjetništvo. Hvala lepa za današnji obisk v studiu, za vse povedano. Veliko uspeha na vaši nadaljni poti. Hvala enako in lep pozdrav tudi vam. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami, spoštovani in spoštovane. Tole so bili Koraki do uspeha, na slišanje prihodnji ponedeljek. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.